Dame in gospodje, z nami je predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar. Najprej še enkrat dober večer in najlepša hvala za sodelovanje v naši silvestrski oddaji. A vas je med snemanjem mogoče kaj poneslo v preteklost na vaše novinarske vode? Pred kamerami ste bili zelo veliki. Najprej dober večer in hvala lepa za povabilo. Z veseljem vašo oddajo redno gledam in v njej izjemno uživam. Seveda vsakič, ko pridem v studio, se spomnim časov, ki sem jih preživela v tej hiši, kamere se ne bojim in želim si, da bom te svoje komunikacijske sposobnosti lahko izkoristila tudi na tej novi funkciji. Želim si, da bi bila vzor dostojnega kulturnega komuniciranja. Verjamem in vem, da je tako prav, da smo politiki tisti, ki smo prvi v vrsti odgovorni za dostojen govor. Super, tako da vam bodo prišle prav izkušnje. Odlično ste se odrezali, jaz sem vas gledala tamle iz ozadja in moram vam priznati takole med nama, da smo veliko manjkrat snemali, kakor kadar jaz berem, tako da zelo dobro. Je ostala še rutina. Je ostala rutina, ja. Moram že zračunati, koliko let nazaj. Leta 1989 sem začela delati na nacionalni televiziji. Da, imamo se še kar nekaj za naučiti. Ja. Mnogi izmed nas, tudi mi smo se pa v preteklih letih velikrat kar smo kritizirali bivšega predsednika zaradi različnih stvari. Ampak moramo priznati, da ena stvar, ki ga pa moramo res pohvaliti, je pa to, da je vse te imitacije in skeče velikokrat znal zelo dobro, pozitivno sprejeti in da se je znal smejati na lasten račun. Tako da glede tega pa zaenkrat kaže, da ste si mogoče kar podobna. Je to postal del neke nove politične igre? Prav je tako in prav je, da je to sprejemal na način, kot ste povedali. Tudi sama imam humor neizmerno rada. Humor je pol zdravja. Dokler se družba še lahko smeji, je upanje, je tista pot v pravo smer. Nenazadnje nas pa s svojim humorjem, veste, delate ljudske, človeške, humanizirate nas na nek način. Ni prav, da se politiki zapiramo v neke svoje predsedniške palače. Včasih je treba tudi kakšno pikro reči na naš račun. Če to znate s humorjem, še toliko bolje. Pa imate dovolj debelo kožo, ker veste, fanti in dekleta se zdajle zelo pripravljajo, vas spremljajo, gledajo, poslušajo in študirajo, kako vas bodo lahko imitirali. Ne boste vi? Ne, za prijateljstvo sprašujem, če imate mogoče kakšen nasvet. Po mojem bo imela malo težav, ker nimam kakšne specifične govorne napake, bo morala bolj barvo glasu loviti, ker pa bo lahko ali pa ne, ne vem. Če je altistka, bo lažje, kot če je tam nekaj pri sopranu. Pa, da greva malo na silvestrske teme. Kako pa vi preživljate silvestrski večer? Če bi nekdo, recimo, želel praznovati tako, kot praznuje predsednica države, česa ne bi smel manjkati? Nič nenavadnega. To je praznik miru, družine in Božič in Novo leto sta praznika, ko sem rada doma in tudi, če se le da sem. Seveda polno obložena miza, no, moja sestra zna izvrstno kuhati, mami seveda tudi in to je res čas, ko se sestra, jaz, mami, ati in seveda najini družini zberemo skupaj, predebatiramo. Bi pa eno stvar rada povedala, da se mi zdi, da je ta božično-novoletni čas vendarle čas, ko je treba oprostiti napake za nazaj. In dajmo ga vsi skupaj izkoristiti za to, da si oprostimo, kar smo slabega naredili. Saj veste, marsikdaj kakšne stvari slabe ne moreš pozabiti, ampak oprostiti je pa treba znati. In jaz mislim, da so ravno ti prazniki nek tak primeren čas, ko lahko vsak pri sebi pomisli, komu se je potrebno upravičiti, komu oprostiti. In če bomo vsi skupaj to znali, bo prihodnost lepša. Lani je bil v naši silvestrski oddaji gost dr. Slavoj Žižek, ki smo mu pa med drugim postavili tudi eno zelo neprimerno vprašanje in sicer potica z rozinami ali brez. Kaj mislite vi glede tega? Z rozinami, ampak imam pa prijateljico, ki rozinam pravi grozine. In če je potica z rozinami oziroma grozinami, je to lahko tudi razlog za njen predčasni odhod domov z večerje. Tako da je treba kar paziti. Če pride ta moja prijateljica na obisk, potica ne sme imeti grozin. Ok, to je odvisno, kdo pride na obisk. Drugače pa jaz imam tudi raj z rozinami, moram priznati. Spoštovana predsednica, dr. Nataša Pirc Musar, še enkrat najlepša hvala za obisk v našem studiu. V imenu celotne ekipe vam želim eno
srečno novo leto in uspešen mandat. Že vnaprej pa vam lahko rečem, pa brez zamere, saj se sam hecamo. Aha, na zalogo. Na zalogo. Vi se kar dejte. Redno vas bom gledala in upam, da me boste redno tudi nasmejali. In hvala za čestitke, tudi jaz seveda želim vam in vaši ekipi eno lepo novo leto in upam, da vam vdaje ne bodo ukinili. Eja, ti ste že cepil četrtič. Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.